No, lep pozdrav vsem. Danes z veseljem pozdravljam tukaj rednega profesorja Mihaela Jožefa Tomana z Biotehnične fakultete, ki je predava študentom ekologijo kontinentalnih vod, potem predava tudi na gradbeni fakulteti, vodarjem, predava tudi krajinskim arhitektom. Sicer je mednarodno priznan strokovnjak za vodno okolje, predvsem z biološkega stališča. Je član nekaterih združenj, sodeloval je na številnih mednarodnih projektih, objavlja v znanstveni literaturi doma in po svetu. Tako da ponavadi ga vabijo, če je kakšen problem z vodami, tudi na televizijo, na druge medije, da pojasnjuje. Med drugim je pa tudi ljubitelj metuljev, kot sem slišal, hortikulturnik v Kamni Gorici ima zelo zanimiv vrt, ki ga redno vzdržuje. Zdaj pa kar predajam besedo predavatelju. Hvala lepa, prav lepa hvala, da sva se spet srečala. Nekateri, ki tukaj sedite, me tudi sicer poznate. Vesel sem svojega profesorja iz 70-ih let. Ja. Torej, že kar nekaj časa minilo od takrat. Metulji so postali moja ljubezen, ker ste že ravno omenili. Profesionalno sem se pa spravil v vode. Morda je kaj povezano tudi z mojim rodnim krajem, Kamno Gorico, vsaj nekateri poznate, kje to je, pri Radovljici, ki se tudi imenujejo nenazadnje Gorenjske Benetke. Zakaj pa? Zaradi številnih kanalov, kanalčkov, ki so v tem kraju tudi dali svojo značilnost. A jaz tukaj lahko naprej premikam? Ne, moram pa tja je. Okay. No, kakorkoli, slovenske vode, viri, stanje, razumevanje, kaj se dogaja tudi v slovenskem vodnem okolju, in pa majčkeno, kako bi rekel, tudi o tem, zakaj vodo pravzaprav imenujemo življenje in zakaj jo vse bolj razumevamo tudi kot vzrok številnim smrtim po vsem svetu, zaradi seveda našega odnosa do nje, do vode kot raztopine in vode, ki oblikuje značilne celinske vodne ekosisteme, s katerimi se sam ukvarjam, tisto, kar smo včasih imenovali sladke vode, pa že dolgo tega izraza ne upoštevamo in uporabljamo več, ker so vse vode slane, tudi iz pipe teče slana voda, kajti slanost je seveda vsebnost različnih ionov. Samo da so ti ioni drugačni kot v tisti vodi slovenske obale. No, da je pa to vzrok smrti, nenazadnje tudi v Sloveniji, take in drugačne posledice zaradi tega, je pa morda tudi zanimivo, da sem pred dobrimi urami imel en doktorat, zagovor kolegice iz Gane, ki je delala v tem kontekstu v povezavi z živim srebrom, ki je eden največjih toksikantov v svetovnem merilu in kot veste, imamo tudi laboratorij v naravi za tovrstne raziskave, Idrijco in pa Sočo. Tako da morda tudi nekaj o tem. Torej, pred leti sem že napisal in se bolj to drži, tudi v odnosu
stroke do politike in politike do stroke, da danes res lahko na tem planetu tako rekoč vse mogoče spremembe naredimo, spreminjamo, vodna telesa, vodni ekosistemi niso izjema in istočasno se vse bolj pojavlja resnično nezadostno zavedanje, česa pa ne smemo več početi. In to je tudi izhodišče tega, da bo morda izgledalo to predavanje tudi precej, kako bi rekel, pesimistično, pa seveda ni namenjeno temu, da se odpremo in vidimo in slišimo, da tudi tisto, kar vidimo na prvo žogo, da je lepo, včasih rečemo čisto, pa seveda daleč od tega. Ena od velikih težav je tudi ta, da pravzaprav niti ne vemo, o čem se pogovarjamo, ne v vodnih ekosistemih, ne v kopnih. To so trije izrazi, ki jih pogosto srečamo danes in ne vemo, kaj pravzaprav pomenijo. In vse te izraze pa povezujemo z nečem, čemur danes rečemo varstvo okolja. In pri varstvu okolja vse bolj prevladujejo določene mantre, tudi politično sprenevedanje, in ravno narava je tisto, kar jo naravoslovci razumemo v tistem pravem pomenu besede kot ekosisteme s pripadajočimi združbami. In tukaj se mi večkrat postavlja vprašanje, kako to, da pa narava postane pravzaprav nekaj, kar potem preimenujemo v dobrino, ki jo predvsem izkoriščamo. In vprašanje, ali smo kot biološka vrsta še del te narave, ali pravzaprav ne, ali smo samo fizično v tem, miselno smo pa povsem izstopili. In kot kaže, je temu tako. Cela vrsta stvari, sploh pa z vodami, že besedne zveze ponazarjajo, da z naravo delamo kot z nečem, s čemer upravljamo, gospodarimo, poskušamo potegniti čim več iz te narave, izkoriščamo resurse, imamo upravljanje z vodnimi resursi, kar je v tujini zelo znana zgodba, tako imenovan management, water resources management. In vse bolj je to tudi pri nas. No in ko govorimo pa o okolju, pa povezujemo naravo in družbo. Torej mi ne govorimo o tako imenovani ekologiji, tudi ko govorimo o varstvu okolja, ampak govorimo o varstvu okolja kot kombinaciji narave in družbe. In tukaj gre seveda za izrazito naravoslovne, izrazito ekološke, če hočete, vsebine in seveda družbene vsebine. In tukaj ni ene stroke, ampak je veliko strok, ki v tem participira, sodeluje, daje svoja znanja in torej se mora povezovati. No, to je ena velika rak rana, ki jo nismo uspeli pravzaprav zaceliti in se v tem kontekstu tudi s politiko, da rečem tako, ne pogovarjamo. Potem imamo pa še prostor, ki ga predvsem nekatere stroke razumejo popolnoma drugače, ker skoraj da ni prostora za naravo, ampak je to nek prostor, v katerem se predvsem dogajajo dogodki. In to znajo zelo dobro obdelovati tudi sociologi in tako naprej. Odgovor na vse to je najbrž tudi v strukturi tistega, kar imenujemo politika in ministrstva, ki se ukvarjajo z različnimi sektorji. In poglejte, tudi v Sloveniji imamo Ministrstvo za okolje in prostor, kjer ni narave.
okolje in prostor. To ministrstvo je imelo v preteklosti še številne druge dodatne izraze, kot za energetiko, kmetijstvo in tako naprej. Vse to je bilo to ministrstvo. Sam nikoli ni imelo nekega dodatka, ki bi jasno nakazoval, da je treba tudi naravo znotraj tega ministrstva pokrivati. Imamo pa Zavod za varstvo narave, kaj pomeni zavod, kaj ta zavod počne, koliko je tam ljudi in kakšen je sploh odnos do tega ministrstva za okolje. To moramo jasno vedeti. Niti organ v sestavi tega ministrstva ni. To se pravi tudi v tem sistemskem smislu ločen. Tako da boste razumeli, zakaj so določene aktivnosti in to, kar počnemo danes in kar ugotavljamo, da so težave, povezano že samo s sistemsko ureditvijo v tem primeru ministrstva. Samo da vas spomnim, zakaj toliko sprememb v zadnjih 100 letih. Spremembe so seveda povezane v veliki meri s človeško populacijo, njeno rastjo in njenimi potrebami. In če samo vodni segment pogledamo, so potrebe po vodi velike, količina vod, ki je primerna za človeka, pa ostaja enaka, ampak vse bolj spremenjena. Od vsega vodovja na tem planetu, ki ga je 71%, je samo 0,07% tistega, ki ga izkorišča človek za svoje neposredne potrebe. Torej, številka James Bonda najbolj enostavno povem, ki seveda pomeni, da smo zelo omejeni s temi vodnimi viri, še bolj smo pa danes omejeni ne toliko s količino, kot s kvaliteto. No in zadnja pomembna informacija je pa ta, da smo predvsem strukturo celinskih voda, ekosistemov, tekočih voda in tako dalje, pa v teh zadnjih 100 letih znatno spremenili. In kar 40% odtoka iz celin ni več naravnega. Je spremenjen, je zajezen, je prestrežen. Kar seveda za enega biologa, ekologa, ki se ukvarja z vodami, veliko pomeni. To so povsem drugačni ekosistemi, kot so tekoči. Zato nikoli ni vprašanje, ali jez da ali ne. Gre za vprašanje, ali pristanemo na to, da želimo nekaj povsem drugega. Kajti vsak jez te razmere tako močno spremeni, da je to povsem nek drug ekosistem, ki ima za posledici tudi velike spremembe, ki se odražajo ne nazadnje na tisti količini vode uporabne za človeka, ki sem jo prej omenjal, tudi podzemnih voda. In zato je seveda povsem nesmiselno govoriti tudi o tako imenovani zeleni energiji, ki je izvorno iz zajezenih rek. In sem mnogokrat povedal, da je ta izraz zelena energija lahko povezan samo s tem, da akumulacija za jezom postane zelena, ker zacveti. Ne pa, da gre to za nekaj, kar je pravzaprav naša rešitev pri proizvodnji neke energije. No in slovenski vodni prostor je zelo bogat. S tem se absolutno moramo vsi strinjati. In težko na tako majhnem prostoru dobimo tako različno bogastvo vodovja. Ampak v tem bogatstvu se seveda skriva tudi nešteto nevarnosti, tudi v reki Soči, tudi v alpskih studencih, kar ugotavljamo ne nazadnje tudi v Triglavskem narodnem parku in izvirih in podobnih stvarih, se skriva v tako imenovanih tujerodnih vrstah, ki vse bolj napadajo z vseh koncev in spreminjajo naša okolja
se kaže v izraziti pregnojenosti slovenskih voda zaradi pretežno kmetijske dejavnosti in ne nazadnje tudi odvajanja odpadnih vod in njihovega čiščenja in podobno. Torej, vi ste bogastvo vodnih virov, na kar se pogosto sklicujemo. Vendar, količinsko bogastvo, ki ga imamo, voda, pa ni v neposredni zvezi z dobro kakovostjo, tako površinskih kot podtalnih. Torej, kakovost s količino nima nobenega opravka, ampak pa opravka z dejavnostmi, praviloma na kopnem. In količine ostajajo enake, sicer slišite, da se močno spreminja in da je vpliv klimatskih sprememb tudi na tem vodnem sektorju precejšen, ampak vas bom opozoril, da je mogoče še bistveno bolj problematično kaj drugega, kot pa samo klimatske spremembe. In kakovostno stanje podzemnih voda je rezultanta tistega, kar se dogaja na površinah. In že dolgo kaže, da so tudi podzemne vode, ki so vir prek 90% za pitne vode v Sloveniji, onesnažene, ker seveda zahteva več denarja za samo pripravo pitnih vod. Treba pa je takoj poudariti, ker bom še kasneje vsaj enkrat opozoril, da so vode iz slovenskih pip še izjemno kvalitetne, zdrave, sem pa tja, vse bolj prepogosto že tudi, se pa pojavljajo tudi problemi s tako imenovano pitno vodo. Ob vseh teh zgodbah, ki jih danes slišite, predvsem zgodbi ogljikovega odtisa, smo preveč zanemarili tudi tako imenovan vodni odtis. In vodni odtis postaja danes tudi eden od velikih problemov, ki mu bomo morali posvetiti veliko več pozornosti. Gre za vodo, ki je skrita, pa jo rabimo vsi, vsak dan. Ko kupimo zelenjavo, ko kupimo meso, ko kupimo avtomobil, to je skrita voda. In poraba te skrite vode je danes v svetu izjemna. In če tudi varčujemo doma, se ne moramo nekako znebiti tako imenovane skrite vode, ki povzroča vodne odtise. Največ industrija in takoj za njo kmetijstvo. Že dolgo niso naselja tisto, ki bi predstavljali bistvene probleme. Ampak še vedno industrija in kmetijstvo. In če pogledamo ta razmerja, kaj so glavni dejavniki sprememb, predvsem celinskih voda, vidite, da je 80% težav prihaja s kopnega. 80%. In da tudi gospodinjstva, če tako imenujemo naselja, predstavljajo resen problem. In je resen tudi pri nas. Če tudi veste, da imamo čistilne naprave, da čistimo odpadne vode, vendar jih na tako imenovanih čistilnih napravah čistimo približno 50%. Ostalih 50% je pa v okolju, da ne rečem v naravi. Prihajajo direktno in indirektno, preko še vedno prepogostih greznic in neurejenega odvajanja odpadnih voda. Kar se pa čiščenja tiče, verjetno ne bo časa, da bi kje več o tem spregovoril, se pa morate zavedati in se premalo zavedamo, da mi ne čistimo onesnaževal iz odpadnih vod.
v večini primerov niti hranilne, kaj še ne drugih onesnaževal, sodobnih onesnaževal. Mi samo razbremenjujemo odpadne vode, bogate z ogljikom, torej z organskimi snovmi. In tisto, kar mi imenujemo čistilne naprave, temu se v tujini reče treatment plant. In mi smo treatment prevedli v čiščenje, v bistvu pa obdelava vode. Odstranjevanje delcev, odstranjevanje ogljika. Zato, ker je bilo ogljika preveč, ker je organskih snovi preveč in ta je povzročal tisto, kar se še marsikdo od vas lahko spomni, pogine rib v slovenskih rekah. Danes jih nimate več. Imamo pa druge snovi, ki jim rečemo sodobna onesnaževala, ki prihajajo iz industrije, odpadkov, kmetijstva, živinoreje in transporta. In mnoge od teh so zelo nevarne snovi iz serije težkih kovin, motilcev endokrinega sistema, ostankov zdravil, s katerimi se danes soočamo tudi že v slovenskih vodah. In pokazalo se je, da so prav ostanki zdravil tisti, ki nam že spreminjajo mikrobiološko sliko v naravnih rekah. Kaj to pomeni? Vsak mikrobiolog dobro ve, sprememba mikrobnih združb, na katere vplivajo ostanki antibiotikov, seveda pomeni manjšo občutljivost na te snovi, ki nam lajšajo zdravje, da rečem, ali pa ohranjajo na zdravje in tako naprej. Kmetijstvo in živinoreja ter odpadki prispevajo mnogo tistega, kar sem tukaj izbral in naslovil kot pestrost slovenskih onesnaževalcev. To so, vidite, v prvi vrsti, če pogledamo slovenski prostor, najprej vprašanje, kaj gre v WC Školjko. Smo imeli raziskave, ki so pokazale, da je ogromno snovi, ki tja niti približno ne sodijo, ki povzročajo od nanoplastike, potem v vodnem okolju, kemičnih snovi, veste, da so priljubljene kemikalije, ki vam ščistijo cevi, da se ne ukvarjate s problemi, da vam voda zastaja. To velja tudi za kopalnice, tuš kabine in tako dalje. Če omenim samo, torej zdaj ne smem komercialno ime omeniti, ampak poznate številne te kemikalije, ki jih zlijete in gredo potem v odpadne vode in se nikoli ne prečistijo. In pa tisto, kar predstavlja v slovenskem prostoru gnojevka, o kateri bom še kasneje nekaj povedal. WC školjke so tudi vir olj, maščob, detergentov nenazadnje. Potem se srečujemo s številnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, rdečo sem jih pobarval, iz preprostega razloga, ker je to en velik problem, predvsem z vidika aktivnih snovi, ki so v teh zaščitnih sredstvih, ki delujejo v majhnih koncentracijah. Fiziološko gledano so problematični, ker delujejo v majhnih koncentracijah. In pogostokrat kot motilci endokrinega sistema, ki jim, ko po domače rečemo, hormonski motilci, ki smo jih raziskovali kar nekaj let, nedolgo tega, so me zelo zanimali, pa sem prekinil te stvari, ker so bili kar, kako bi vam rekel, rezultati, ki so dali misliti, bolj kot ne v žalostnem smislu reproduktivnih zgodb in podobno. Poznate radionuklide, ste se kdaj vprašali, kako je z odpadnimi vodami
iz slovenskih bolnic, da vam omenim samo naprimer Onkološki inštitut in podobne, kaj z radionuklidi, kaj z drugimi snovmi. To je isti kanal. In smo v sami Ljubljanci na iztoku iz čistilne naprave Ljubljana seveda vse to sledili. Zadnja leta veliko opijatov, ki so tudi rezultat bolnišničnega zdravljenja, nekaj pa menda tudi uživanja, tako da Ljubljanca je postala poznana tudi v evropskem merilu po kokainu. Ne? In je bila šala že tudi med kolegi in pa potem študenti, da če hočete pravzaprav zelo poceni prijeti do kokaina, greste v Zalog pa spijete 2 deci Ljubljance. Hranilne snovi so snovi, ki povzročajo, kot veste, rast alg in cianobakterij. Mnoge prihajajo z gnojevko, mnoge prihajajo direktno iz naših hiš, stanovanj in hranilnih snovi praviloma ne odstranjujemo v čistilnih napravah. Ali v manjši meri. Torej gnojimo naše vode. In mi, Slovenija, svojim prispevnim območjem, ki je 2/3, gre v podonavsko regijo, torej smo podonavska država, gnojimo, če poenostavim, tudi Črnomorje. In še cela vrsta drugih držav s hranilnimi snovmi. In Črnomorje sodi med najbolj onesnažena in izumirajoča morja nasploh. Mutagene, težke kovine, da ne omenjam, ne? To je zgodba, ki je prisotna v vseh naših vodah. Na prvo mesto sem dal živo srebro, če tudi je zelo lokalno omejeno. Ampak za nekaj časa ga srečujemo v številnih drugih rekah, v Savi, Dravi, Tržiški Bistrici, naprimer. Večina ne ve, da je bilo tam pred dobrimi 200 leti tudi en rudnik živega srebra. Ne? In to se še danes intenzivno odraža. Če greste na Halde, tam ob pritoku Tržiške Bistrice, boste zaznali izjemno koncentracijo še volatilnega živega srebra, ki izhaja iz tistih hald. In v vodi je. Svinec, krom, cink. Cink postaja danes resna grožnja pravzaprav povsod v Evropi in je njegov glavni vir transport, kajti ta cink prihaja iz avtomobilskih pnevmatik. Zato je tako pomembno, da tudi vode iz teh, da rečem, cest primerno obdelujemo, zadržujemo. Verjetno ste opazili, da pri nekaterih odsekih avtoceste zgrajenih v zadnjem času, recimo Gorenjski avtocesti, imate na vsake toliko časa neke zadrževalnike vode. Ste to opazili? In v njih tudi posajene nekatere rastline. To so je pravzaprav namenjeno tudi temu, da zmanjšamo vplive iz cest. Če pa greste ob Bohinjsko jezero, pa ugotovite, da iz teh cest, ki so ob Bohinjskem jezeru, pa voda teče neposredno v Bohinjsko jezero, brez kakršnega koli zadrževanja. No, omenil sem že motilce endokrinega sistema, prihajajo iz deponij, prihajajo iz naših hiš in tako naprej. In ne nazadnje, med te probleme vse bolj uvrščamo tujerodne vrste. Tujerodne vrste, ki prihajajo k nam slučajno, ki prihajajo, ne da bi se zavedali, da so problematične, in ki že v slovenskem vodnem prostoru predstavljajo resne težave. Mnoge vrste pa postanejo neavtohtone v jezerih, kamor jih nestrokovno prenesemo, kar velja naprimer za ribe v alpskih jezerih. No, iz leta v leto se te težave odražajo v nekaterih procesih. Jih sledimo in sicer eutrofikacija jezer. Naprimer, severovzhodna Slovenija, ki ima manjša stoječa vodna telesa, so raziskave pokazale, da je
odstotkov teh vodnih teles toksičnih, torej vsebujejo toksine, ki so posledica bolj kot ne razpada cianobakterijskih združb in predstavljajo resne probleme v smislu mutagenosti in kancerogenosti. Severovzhodna Slovenija. In ta jezerca so nastala z namenom predvsem namakanja, pa še kakšne druge rabe. Dalje, tu je Rorne sem omenil, mikrobiološka oporečnost izvirov, vse bolj prisotna, in pa nekaj, kar sploh ne prepoznamo, to je pa hidromorfološko reguliranje vodotokov, gradnje jezov, malih hidroelektran, če hočete, velikih hidroelektran in podobno. Govoril sem o neurejenem čiščenju, če izpostavim recimo naš alpski svet, ekoturizem, ki ga propagiramo, kopanje v alpskih jezerih, absolutno nesprejemljivo, da ne govorimo o kmetijstvu. In če pogledamo vse te težave, ugotovimo, da nič od naštetega pa nima povezave s podnebnimi spremembami, kamor zdaj usmerjamo vso našo pozornost. In seveda lahko spregledamo bistveno bolj konkretne in bistveno bolj ta hip nevarne stvari, ki se jih da enostavno rešiti. In poglejmo zdaj samo nekaj o kmetijstvu. Torej, fitofarmacevtska sredstva. Poznate to rabo. Velikokrat je ta raba popolnoma neupravičena. To velja za številne poti po parkih, železniške tire, pokopališča. Žale so en pomembnih, bi rekel, virov fitofarmacevtskih sredstev, torej herbicidov. In med najbolj problematičnimi v slovenskem prostoru so koruzna polja, ki so pa pretežno nad vodonosniki. Torej se te snovi spirajo v podtalje. In problem te rabe je seveda povezan tudi s samim gnojenjem in povezan je z našo percepcijo, da je pravzaprav gnojenje nekaj, kar kmet potrebuje za proizvodnjo, pa ni. In tega ne sankcioniramo, če tudi imamo zakonodajo, da je to prepovedano od 15. novembra do 15. marca. Pa so taki prizori tudi danes vsakodnevni in ravno prejšnji teden smo imeli posvet na to temo, tudi v okviru društva, ker sem podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, morda bi to omenil. Če vas bo kaj več zanimalo v teh vodah, pojdite na našo spletno stran, Slovensko društvo za zaščito voda. Je veliko tekstov, veliko prispevkov, tudi predavanj in tako dalje na to temo, veliko več, kot jaz lahko danes povem. In vam priporočam, da greste to pogledati. In smo se pogovarjali, kaj se zdaj dogaja na Sorškem polju in drugod, ko je absolutno prepovedana raba gnojevke, sploh na zasneženih površinah. Predstavnica večje občine je povedala, da imajo hude probleme, ker so vse inšpekcijske službe preusmerali v COVID inšpekcijo. In zdaj že približno en mesec ne upravljajo nobenega drugega dela kot kontrole in so morali opustiti vse to vrstne. Moram vam pa povedati, da že tudi prej tega ni bilo. No in za vseh teh kmetijskih dejavnosti verjetno veste, da imamo te značilne varovalne pasove, v katere so med drugim zakonom o vodah nedolgo tega poskušali tudi poseči, ker to ni šlo, se je to umaknilo, ostalo je pa v zakonu o vodah tako imenovani priobalni pasovi, ki pa veste, da so na referendumu padli. To so ta značilna vodovarstvena območja po conah, ravno zaradi tega, da bi zmanjšali te pritiske, imate stroge režime, najstrožje režime, pa tudi tako rekoč blage režime. In na to temo šala, ki je pa vse bolj resnična,
kakšna je razlika med cono 3, kjer je vse tako blago, ne, pa med prvo in drugo cono, kjer pa ne smemo gnojiti. In šalo, ki sem jo slišal, pravi, da pravzaprav v tretji coni lahko gnojimo z gnojevko, v prvi in drugi pa le po noči. Ne? To je tipičen ta odnos, ki nam predstavlja velike probleme dan danes, to se pravi zavedanje in kršenje tistega, kar predpišemo. To je informacija Agencije Republike Slovenije za okolje o nekaterih virih, ki se uporabljajo za preskrbo s pitno vodo, ki so tako ali pa drugače neustrezni, torej da ne misli, da je vse zelo ustrezno. In vidite, da so deleži neustreznih vzorcev neverjetno veliki. Če pogledamo predvsem nitrate, pa nekaj, kar razumemo kot primer fitofarmacevtskega sredstva, ki ga že 25 let ni več, pa je še vedno prisoten in še vedno je nad deležem, ki pomeni varno, torej, da ne govorimo o tetrahloretenu in vsoti pesticidov. To so podatki, ki so aktualni ta hip. In to so podatki, ki so del nekoliko širšega monitoringa, ne pa del standardnega monitoringa, torej spremljanja stanja. In če boste šli pogledati na spletno stran, kakšno pa so slovenski vodni potencial z ozirom na monitoring, spremljanje kemijskega stanja, ki ga izvajamo, boste videli, da je samo morda tretjina vodnih teles problematično. Vse ostalo je pa dobro stanje. Ampak to je zaradi tega, ker nimamo vedno specifičnega monitoringa. Ne iščemo snovi, ki danes veljajo za problematične. To je bilo zelo evidentno pred 4 leti, morda 5, na kongresu v Nemčiji, kjer so predstavili stanje podzemnih vod v Nemčiji, predtem, ko so spremenili monitoring sistem. Je bilo približno tako dobro kot pri nas, ko so ga spremenili, tudi iskanju specifičnih onesnažil, ki so v vodi, se je pa stanje nenadoma poslabšalo in danes Nemci govorijo o 100% slabem stanju podzemnih vod. Rezultati so pa vsako leto prisotni. Nekaj primerov. Pogini rib, ki so povezani s pregnojeno rinžo. Torej ima preveč hranil, preveč rastlin, preveč alg, ki seveda preko dneva proizvedejo veliko kisika in so živali v dobrem oksičnem okolju. Ampak pozabljamo, da pa vsi organizmi po noči dihajo in da alge in rastline po noči pa ne delajo kisika, ampak ga samo porabljajo. In proti jutru so takale stanja. In proti jutru so takšna stanja, ki so tudi posledica. Tukaj so vsi zagotavljali, tudi Arso, da je v Perniškem jezeru kisika dovolj. Da ga je več kot dovolj. Da ga je 2-krat več, kot je nasičenost pri določeni temperaturi. Ampak glejte, nihče ni meril po noči in nihče ni meril zjutraj. In zjutraj se je pokazalo stanje. Torej, še zelo malo te stvari razumemo in ker nimamo prave predstave o pomenu hranilnih snovi, imamo takšne stanja. Moram zelo paziti, kaj bom rekel o blejskem biseru. Ker sem vedno govoril popolnoma nasprotje temu, kar se navzven vidi. Sem med drugim samo rekel, da z Blejskega gradu je zelo lep. Če ga pa pogledam bližje, sploh pa če vzamem vzorec, se pa biser spremeni v gnijočo mlakužo. Pa bom še enkrat ponovil,
ne glede na to, da snemate, pa bom videl, če bo spet kdo teme poklical. Torej, danes ga razumem kot raj za cianobakterije, ki jih vidite na sliki. Nedvomno je lahko lep posnetek za enega Korejca ali Azijca, ki si ne predstavlja, da so tako zanimiva jezera v Evropi, da so tuje rodne vrste, da je Blejsko jezero pravzaprav ribogojnica, v katerega se vnašajo in vlagajo ribe. To nedeljo je sprehod okrog jezera ponovno pokazal, kako razvit je tako imenovan ribiški turizem Blejskega jezera, kjer se te ribe hranijo z istimi briketi kot mladi bikci, ki se jih spravi v jezero, z GPS-om določi, kam ste jih stresali iz čolna in naslednji dan se pride in ulovi tiste krape, ki niso v samem začetku prišli do hrane in zagrabijo vašo vato. Torej, sanacija, ki jo poznamo na Blejskem jezeru in se je začela v praktično 80-ih letih, je pa tipičen primer, kako rešujemo posamezne ekosisteme. Najpogosteje po tem znamenitem sistemu NIMBY, ne na mojem dvorišču ne maram smeti, not in my backyard. In če se vprašate, kam na tega odvaja to vodo iz Blejskega jezera, jo odvaja v reko Savo. Torej, rešitev za Bled, pa zagotovo ne za reko Savo. In težave v reki Savi so se pokazale, ko smo nove akumulacije začeli graditi. Kajti ta hranilno bogata voda z Blejskega jezera je bistveno spremenila združbe Alp v reki Savi, tja do prve akumulacije Vrhovo, še prej pa do akumulacije, ki je bila zgrajena pri Mavčiča. In Bohinjsko jezero se iz leta v leto slabša. 15. leto imam ne samo raziskave na njem, ampak tudi terenske vaje študenti, ki vsako leto merijo določene stvari in jih zdaj med sabo primerjamo. Vse slabša. Čeprav tega večinoma nočemo priznati. Obremenjeno prispevno območje, izrazito kršenje pravil, gnojenje tik ob jezerski školjki, kar ne sodi, to je Fužinarski zaliv. Naklon je proti temu plitvemu zalivu, slik vam ne kažem, z algami, ki jih še pred 5 leti ni bilo v jezeru, danes so vse povsod prisotne. In očitno je tudi Bohinjsko jezero prešlo točko tako imenovanega, bi rekel, dinamičnega ravnotežja, ki je lahko pojedel tisto, kar je prišlo dodatno v samo jezero. Ali se torej lahko že vprašamo, kakšno vodo pravzaprav pijemo in ali bomo tudi pri nas vse bolj prišli na tako imenovano mrtvo vodo. Mrtvo vodo. Mislim, da ne, in moj odgovor, še vedno pijemo in jo lahko pijemo vodo iz pipe. Pri tem nam pa pomaga narava, ne mi. V mnogih primerih ne mi, pač pa narava. Kajti plastenke pa niso samo problem, da jih plačate, da za tem stoji ogromen kapital, ampak so vir motilcev endokrinnega sistema. Številne snovi so prav v teh plastenkah. In danes vemo, podatki kažejo, da je že voda, ki je na tak način pripravljena, vsebuje že te nevarne snovi. Vsebuje. In praktično ne vemo samo, kakšne posledice lahko pričakujemo. Vse, kar vemo o tej zgodbi endokrinnih motilcev, je, da delujejo kronično in v majhnih koncentracijah. Torej ne v velikih, ampak majhnih. Kronično pa pomeni, da se problemi pokažejo čez desetletja. In najpogostejši problemi so pa reproduktivne narave. In vsi poskusi, ki smo jih delali, pretežno za zenusi, torej to so eni vodni oslički, eni rakci, so pokazali, kako to vpliva. In praktično ta endokrini del lahko iz živali
prenesemo tudi na razumevanje našega endokrinnega sistema, ko te snovi pravzaprav preslepijo naš hormonalni sistem, da so v bistvu hormoni, se vežejo na mesta in hormoni seveda v tem kontekstu nimajo prostora, da bi delovali tako, kot endokrin sistem zahteva. Zato tudi so hormonski motilci. In ta reprodukcijska zgodba bo zgodba za zanesljivo prihodnost. No in prav v tej zvezi se velikokrat sprašujemo, kaj pravzaprav nam v tem kontekstu pomeni trajnostni razvoj. Je to rešitev, da bo zgodba drugačna? Jaz mislim, da ne. Kajti trajnostni razvoj pa ničesar ne govori v naravi. Trajnostni razvoj je zgodba človeške družbe, ne narave. In ne vpliva na procese v naravi. Ampak je to zgodba človeške družbe tudi ne govori o neki trajnosti, pravzaprav bi morali govoriti o spreminjanju. In tisto, kar se v naravi, ni kaotično spreminjanje, ampak je urejeno, dinamično ravnotežje. Tega ta trajnostni razvoj ne upošteva. Zato se večkrat vprašam, ko berem in vidim, kaj se izpostavlja v tem kontekstu tudi v povezavi z varovanjem vodnih teles. Na prvem mestu trajnostni razvoj, ki ni trajnosten, smo tudi to besedno zvezo popolnoma napačno prevedli, bi si upal skoraj trditi, da namenoma, kajti sustainability ni trajnost, pač pa vzdržnost. Mi pa vzdržni itak nismo v nobenem pogledu besede in zato smo verjetno prišli tudi do razvoja, ki je kakor trajnosten. V bistvu je pa vzdržen, ampak še vedno povezan s človeško družbo, njenim razvojem, njenim spreminjanjem in tako naprej. In radi rečemo za generacije, ki prihajajo. Ne za družbo, za naravo, ki se spreminja in ki se bo še bolj spreminjala zaradi našega delovanja. Ampak na drugem mestu, to je zdaj pravzaprav tudi politično gledano je tako, so ti problemi apostrofirajo. Klimatske spremembe. Na področju celinskih voda vam iz prve roke povem, da nimamo nobenih konkretnih raziskav, s katerimi bi to potrjevali. Celinskih vod. Absolutno je pa to zgodba planetarne narave. Zdaj, da mi klimatske spremembe uporabljamo zato, da bomo rekli, če ne boste to pa to naredili, vas bo pa poplavili, to je pa druga zgodba, to je pa politično indoktrinirana zgodba. Ne konkretna, se razumemo, ne? In ko je minister govoril, zakaj rabimo spremembo zakona o vodah, je vse, kar je omenjal, da bo pripeljal denar spremembo zakona, da se bomo branili pred poplavam, ker je vse več padavin in ker so te padavine nekontrolirane. Torej, vidite, kako lahko določene stvari poenostavimo in jih napačno interpretiramo. In tretja zgodba biodiverzitete. Ne boste verjeli, ko smo delali raziskave, ena družboslovna je bila, tudi v povezavi z družboslovci, kaj so za vas največji problemi trenutno v Sloveniji. In ta biodiverziteta se je pokazala in je bilo našteto, da je 90% vprašanih rekli, da je to biodiverziteta. 90%. V tej anketi je bilo tudi malo skrito nagajivo vprašanje, kaj je biodiverziteta. In od teh 90-ih, ki je to en velikih problemov Slovenije, je samo 1% odgovoril tako, da smo razumeli, da ve, kaj je biodiverziteta. To se pravi, 89% ljudi je pod vplivom nekih informacij, medijskih, nepravilnih in tako dalje, in jim je to težava. V bistvu pa sploh ne vejo, kaj to je. Tako kot gospa, ki ne kupuje, to je bila res gospa, se opravičujem, ni, ko se reče,
feministično, ki ne kupuje paradižnika, ki ima gene. To je zelo podobna zgodba. Ona kupi samo paradižnik, ki nima genov. Torej ne je gensko spremenjene hrane. In ravno pri tej biodiverziteti se je pokazala podobna zgodba, da tako rekoč nihče, kaj pa 1% vprašanih, ne ve, kaj je biodiverziteta in pa skrbi. Ali je pa res samo to? Ko smo tudi poskušali analizirati, sploh ko sem razmišljal, a so res to zdaj glavni problemi, ki nas ta hip v slovenskem prostoru? Kaj je zdravo in dostopno pitno vodo? Zapisali smo v ustavo to dikcijo. Ampak gledajte, ustava brez zakonske podlage je zapis mrtva črka na papirju. In je še vedno, po koliko let? 3, če ne bo že 4. Je mrtva črka na papirju. Ta zapis je popolnoma brezpredmeten, itak ga imajo samo 4 države na vsem svetu. A je to zdrava hrana? Verjetno. In če gledate informacije, kakšno hrano lahko kupimo v naši, je seveda daleč od zdrave. So to nevarni odpadki in pa snovi v nizkih koncentracijah. To je področje, ki mu namenjamo bistveno premalo pozornosti. In poglejte, številni problemi, ki sem jih zdaj izpostavil, niso povezani s tistim, v kar zdaj usmerjamo vse interese. Človek s svojim dejanjem, predvsem onesnaževanjem in pa kapitalskim pohlepom, jih pravzaprav povzroča. Seveda so pa mnoge tudi s tem povezane. Ampak če kaj direktno pa vpliva na podnebne spremembe, je pa to zadrževanje vode, je to akumuliranje vode velikih rečnih sistemov, je pravzaprav spreminjanje vodnih okolij, kot je bilo Aralsko jezero, ki verjetno vsi bolj, ko ne poznate to žalostno zgodbe, zame še vedno največjo okoljsko katastrofo vezano na vodna okolja. To so pa stvari, ki so pa bistveno spremenile, če hočete, tudi klimatske spremembe. 2 milijona kvadratnih kilometrov, to je natanko 100 Sloveniji, je zaradi spremembe Aralskega jezera, ki ga praktično ni več, iz 65.000 kvadratnih kilometrov ga je ostalo 5.000, koliko je to, desetina reda velikosti, je sprememba klimatska povezana neposredno s to. Ampak to ni klimatska sprememba kot taka, to je potreba po hleb, po dobičku, vezan na proizvodnjo bombaža, ki ga je ves Zahod potreboval in je gradil povratek k naravi na naravnih snoveh, med drugim bombaža. In smo zato žrtvovali 4. največje jezero na planetu z 70% endemizma, veste kaj je to? 70% endemnih vrst v enem vodnem okolju smo ga žrtvovali za nekaj, kar imenujemo naravne snovi. No in predno bomo malo poklepetali, verjetno, bi se vprašal, zdaj, kaj je dejansko tisto našo poslanstvo v tej biosferi, o katerem veliko govorimo? Poslanstvo. A je v tistem, kar smo si postavili kot potrebo, željo v trajnostnem razvoju. Zakaj nas se to mora zanimati in to vsakega posameznika? Vode posebej, ker je en sam vodni cikl, ker je to kapljic vode na planetu, ker jih je bilo kadarkoli. To se pravi vode. Kaj moramo dejansko sporočiti mladi generaciji? Je to, da zapira pipo, ko si umiva zobe? Ni to. Ni to. In na takih, bi rekel, dejanjih ne bomo gradili pravilnega odnosa. Niti približno. Potem ta zgodba eko. Glejte, zdaj, včeraj sem spet videl,
da so se ekologi brez meja, poslušajte, kakšno ime skupine, ekologi brez meja, zbrali in zdaj bojo ustanavljali zeleno stranko. Pri tej grupaciji ekologi brez meja ni enega ekologa. To se pravi strokovnjaka, ki se ukvarja z ekologijo kot biološko vedo. Torej so to, ne vem, hočem povedati, smo vse nekako zmešali in danes se vsi spoznajo na nekaj, kar ima predpono eko. Kakšno težo ima denar in kakšno težo ima vzgoja. Kapitalski dobički. In kapital je tisto, kar na koncu mene postavi pred vprašanje etike. Okoljske etike. Kdaj ste to povezavo nazadnje slišali? Predvsem pa kaj sporoča. Enostavno je neprepoznavna. In to je sigurno nekaj, kjer je nujno sodelovanje družboslovcev in pa naravoslovcev na tem področju. In samo v tem je možnost nekega napredka v samem razmišljanju, kajti če trajnostnega razvoja ni in so samo nenehne spremembe, ki jih vsaj nekaj tisoč let že dobro poznamo, so to spremembe. Kaj pa je naprej? Pa jaz ne vem. Ampak to sigurno ni sprememba, ki bi obetala nekaj dobrega. Morda še slabše kot to. In hvala, pravzaprav, da ste prišli, pa me poslušali. Prepričan sem, da boste v tem razmišljali. Namenoma sem spustil dobre plati slovenskih voda. Čisto namenoma. Zato, ker bi bila to lahko ena povsem druga zgodba. Dobrih plati, ki jih je pa ne pozabiti, res ogromno. Okay. Hvala lepa, profesor, za zanimivo in aktualno predavanje. Zdaj pa prosim za vprašanja. No, kako težko je, bi vendarle še nekaj omenil, kako težko je na tem področju karkoli premakniti, če za tem stoji en velik kapital, je tipičen primer črne človeške ribice v Beli krajini. Edinega pravega slovenskega vretenčarskega endemita. Bela ni, ne. Je še drugi. Edinega. In število izvirov, v katerem je živela ta žival, se iz leta v leto zmanjšuje. Je ni več. Žival ima že spomenik, ki je zelo lep. Pri najbolj znanem izviru, kjer je bila prvič opažena in jo je profesor Sket upisal kot podvrsto parkelj. Lepo slovensko ime. Podvrsto parkelj. Jelševnik. Je ni več. Tam je še, pri drugih izvirih ime. In to gre za površino nekaj kvadratnih kilometrov, ki jih ne moramo kot država, poslušajte, zaščititi in urediti, kajti tam deluje ena od slovenskih firm z bioplinarno. Verjetno veste katera, ki oglaša svojo trajnostno opredeljenost in ekologijo. Kakšno ekologijo? In kako prefinjeno upravljanje z odpadnimi vodami tega digestata, s katerima stroške, daš ga kmetu za gratis. Kot nekaj, s čimer bo večji pridelek. Da mi pa povejte, kater kmet tega darila ne bi vzel. In tako se ta digestat na teh nekaj kvadratnih kilometrov razliva po kmetijskih površinah, nitrati in vse ostalo, kar je zraven, povničuje življenjski prostor edine endemne vrste.
Niti obisk na ministrstvu, niti obisk pri predsedniku zaenkrat ni obrodil sadov. In vse bolj se bojimo, da bo ostal samo tisti kamnit, črn spomenik temu parku. Samo kot en od primerov. Žalostnih in je v naših rokah, gledajte, to ni nekaj, kar ne morete popraviti. Ampak ne. Seveda je pa cela vrsta pozitivnih slovenskih primerov, pa morda kdaj drugič, kakšni drugačni biodiverzitet. No, to je pa še. Kako je z čistilnimi napravami, ali so to Ja. najsodobnejše na svetu? Ali... Torej, veste, v čem je problem čiščenja odpadnih vod? Vi lahko vsako vodo očistite. Recimo Singapur je država, kjer imate pitno vodo, ki je produkt tehnologij čiščenja odpadnih vod. Oni imajo nobenih virov in velja Singapur za eno ali pa edino tropsko državo, kjer lahko pijete vodo. Je neoporečna. Torej gre za vprašanje tehnologij. Zdaj imamo mi vrhunske tehnologije. Mi imamo tehnologije čiščenja komunalnih čistilnih naprav, ki delujejo po sistemu aeracije. Torej po sistemu biološke razgradnje v prisotnosti kisika organskih snovi. Vsak, ki se malo spozna na mikrobno delovanje, potem ve, da je to samo to. In ker v čistilni napravi nimate, kot rečemo biologi, primarnih producentov, torej rastlin po domače povedano, ne ali nečesa drugega, ta bakterijska združba, ki v čistilnih napravah dela, tega ne more porabiti. Torej gre za očiščeno vodo ven. Drugo, kar je, na čistilne naprave v večini primerov pritekajo mešane odpadne vode. Mi nimamo ločene kanalizacije. Niti nimamo ločene kanalizacije, da recimo industrija, ki očisti odpadno vodo, da se to do konca odvede drugam, ampak se meša s komunalnimi vodami. Mi imamo mešan kanalizacijski sistem, kar v večini primerov ni dobro. Ne? Celo tako ni dobro, da čistilne naprave naprimer lahko tudi več mesecev ne dela, ker z odpadnimi vodami uničite bakterijsko združbo, tako imenovano aktivno blato. Za primer čistilne naprave Domžale Kamnik ima razmerje med industrijsko vodo, ki pride na biološko čistilno napravo, in komunalno vodo, ki je organsko razgradljiva, 70:30. In je zdaj odvisno od tega, mislim, po domače povedano, ali leta Kamnik vlaga kumrce ali rdečo peso. In to se vidi v odpadni vodi. In če to vsake toliko časa pride, vi lahko bakterije adaptirate na določen tip odpadne vode. Vi bakterije lahko adaptirate na fenol, naprimer, ne? Samo določeno število generacije rabite in potem boste prišli do nekega seva, ki to lahko počne. Ne morete pa, da imajo te bakterije ta teden eno hrano, drug teden pa drugo. Tega pa ne razumejo, ne? In potem ne dela. To je eno od problemov. Fenol pa lahko, ne? Ali pa kaj drugega. Torej je naša tehnologija na nivoju. Seveda je, ampak problem je tisto, kar prije do te tehnologije. To je pa mešan kanalizacijski sistem. Odvajanje iz površin. Ko se je začela ta epidemija, sem bil na enem velikem parkirišču. Dve ugotovitvi. Da iz vsakega avta kaplja olje oziroma nafta. In druga ugotovitev, da večina ljudi parkira direktno v bokse, sem pa tja kakšen zvratno. In to so bili takole veliki fleki na tem parkirišču, imam posnetek. Pa se vprašate, kam ta nafta gre? V mešan kanalizacijski sistem in če imamo čistilno napravo, nanjo. In seveda te bakterije tega ne rabijo kot hrano. Je prekratek čas. Vi morate vedeti, da se odpadna voda v čistilni napravi zadržuje tam nekaj ur.
In v nekaj urah, tudi če imate izrazito adaptacijo mikrobne združbe, je to samo par generacij v nekaj urah, kar je nemogoče za adaptacijo. Če pogledamo velike čistilne naprave ala Ljubljana, ki je bila zgrajena, se je konec koncev nedolgo tega. Poglejte, jaz sem bil že 20 let siguren v monitoringu, še ni bilo nobene čistilne naprave. Mi smo v Zalogu vzorce Ljubljance imeli, ker ste imeli vse not, ne? Ste lahko prehrano Ljubljančanov študiral in pa, bi rekel, reproduktivne navade oziroma kontracepcijske navade, če hočete. To je vse visel po tistih grmovju. Zdaj pa to pač na čistilni Ljubljan, na Grablah ostane. Hočem povedati, ne? In potem je bila čistilna in bilo vprašanje, kaj vse gre lahko na to čistilno napravo. In grejo seveda odpadne vode tudi medicinskih inštitucij, kliničnega centra in tako naprej, sem vam prej povedal, kaj to je. In mi nimamo ločene kanalizacije med, da rečem, kliničnim centrom, kjer imate bolnike take in take narave, ne? Kaj šele onkološki. In vsi gredo na WC, ne? In to so snovi, ki pa neposredno vplivajo na to združbo, ki nam pomaga pri čiščenju. Kajti čiščenje je zgolj tisto, kar imamo, torej razgradnja organskih snovi v prisotnosti, pa še to ne vem kakšne količine kisika, ker je fizikalen problem, kako plin v organsko gosto tekočino vnes, ker ga takoj anaerobi zagrabijo. To je endogena in eksogena respiracija porabita v trenutku vnešen kisik. Pa niti kisik ne vnašamo, ampak zrak. Zdaj pa morate še zračunati, kakšen delež pri tistih procentih kisika, ki je v zraku in koliko se ga raztopi. V kakšni obliki je. To so tehnologije, ki so se razvile pravzaprav, ker so rekoč tako drobni mehurčki, da je res raztapljanje neposredno v vodi. Tako da težko bi rekel, manjka nam terciarno čiščenje, kot se strokovno temu reče, da bi bolj odstranjevali hranila. In očiščena voda, ki steče v reko, recimo Kamniško Bistrico ali pa Ljubljanco, še vedno gnoji. In zato, ker smo zdaj reko Savo pregradili z akumulacijami, je najbolj na udaru Vrhovo, kjer je že vse eutrofno, potem pa majčkeno manj naprej, kaskadno. In mi ne bi smeli to pregrevati v taki obliki, ker nimamo urejenega čiščenja in odstranjevanja hranil. In zato bomo imeli težave, so že danes eutrofne. To priznajo in povedo seveda tudi oni, kako bi rekel, elektrodistributerji, da imajo težave. Zaradi tega. Če profesor ponavlja. Ja, lepo prosim. Ja, razmišljam o tem zelo zanimivem predavanju, ki je zelo usodno, to so usodne stvari, ki se jih več ali manj tukaj bolj zavedamo. Pravzaprav gre za prepričevanje prepričanih. Torej, meni je žal, da ni več, to je problem zdajle parkiranja in tako dalje, ker se mi zdi, da bi bilo lahko zelo še bolj obiskano. Ampak vprašam se, kaj je perspektiva, kajti človek pač ni idealen. Človeka se ne da povsem tako usmeriti, tako vzgojiti, da bi delal v svojo korist, ampak dela tudi v svojo škodo. In zdaj sem tako razmišljam, kaj pravzaprav se da narediti. Zmanjšati, lahko zmanjšamo ta slab učinek, ampak povsem tisto, kar človek sam sebi škoduje, tega ne bo mogel najbrž nikoli. To je v biološki naravi te biološke vrste, ki je plenilc
ki je kompetitor, ki je invazivna vrsta, ki je, tako rekoč, v večini sveta tujerodna vrsta, ne? Pravzaprav same negativne lastnosti, tako rekoč, ne? Ki ni simbiont, niti približno ne? Pa tudi v simbiozi veste, da je to ena zveza dveh, ki skalkulirata, kaj se ima bolj splača biti skupaj ali narazen, ne? Torej, simbioza je, vsaj tako razlagamo v zadnje čase, egoističen odnos. Zdaj pa, če ste rekel, kaj, ne? Jaz mislim, da slej ko prej bo potrebna bistvena sprememba življenjskega stila. To je edina stvar, ki lahko pripelje do spremembe. Zdaj pa, a bo to nasilna, mislim, nujno potrebna, ki bo posledica nekih dogodkov, ne, ki so se spremenili, recimo na Japonskem, se je to zgodilo, ker so bili katastrofični okoljski problemi na Japonskem, recimo, če omenim sam Minamato. To je bil primer, ki se je pokazal, da industrija in naš odnos do okolja pomeni tudi smrt. Ampak ta smrt je bila nekaj tisoč ljudi in preko 30.000 resno prizadetih možgansko. Ne? In je bilo to zavedanje, a je to tisto. Ali je mogoče velika sprememba, ki se je v Kazahstanu zgodila. In je precej drugačen odnos do vsega, kar je povezano z rabo vodo, samo vodo, namakanjem in tako naprej. Pri nas je tudi ena mantra, da imamo vode dovolj. In to ziher ni dobro. Mi moramo govoriti, da nečesa, ki imaš dovolj, ima vendarle majhno ceno. In cena vode pri nas je zanemarljiva. Je lahko vrednota, ampak če ima vrednota nizko ceno, ne bomo prišli naprej. In ena od stvari, ki jo tudi mnogi zagovarjajo, je vodi dati pravo ceno. In se strinjam, da bi to zanesljivo bil nek začetek sprememb. Elektrika jo ima. Elektrika jo vidite jo ima. In poleg tega seveda se zaveda, da vsak izmed nas, ker pa ni nekega ozaveščanja, ne? Jaz vidim, da ga v šolah niti približno ni, učitelji tega ne vejo. Kako ne potem otroci zavedanja, kako majhne spremembe lahko povzročijo velike probleme. To se je... Mislim, da ne bomo predeli. A imate kakšen recept? Mislim, je kakšna vizija, da bi se zadeve izboljšale? Po šolah smo poskušali vse mogoče. Ne? V industriji. Gospodarska zbornica je začela aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem embalaže, plastične embalaže, te vode v plastenkah in tako naprej. To so aktivnosti, ki dosežejo določen del populacije. Tako kot zelo malo, ali pa ne vem zakaj, recimo pri nas, majhen del populacije, zame je to majhen, 50%, razume pomen nekega problema, ki se mu danes reče, ne, cepljenje. Poslušajte, ne. Mislim, če je tako družba naravnana, potem je najbrž treba začeti iz osnove. Kaj pa ta osnova? Včasih so rekli ekošola. Pa vam povem, da ekošole niso prinesli pravzaprav nič dobrega. Prej nasprotno. Vzeli so jo kot, otroci so to vzeli kot neko nadlogo, ker so edino, ker so pravzaprav znotraj ekošole počeli, je bilo, da so čistili dvorišče. Pa smo rekli, da je to eko, ne, ker so papirčke pobirali. Ne celi zgoraj, za nas so potem šel ven je pa vrgel, ker bo naslednja skupina to obrala. Tako da zdaj, jaz ko gledam, recimo, Danska je na področju predvsem kmetijske politike naredila ogromno. Oni so zmanjšali vnos hranilnih snovi, v kmetijskem sektorju striktno kontrolo, koliko kdo lahko goji živali, glede na volumen kontejnerja, v katerem se zbira gnojevka. In če imaš 5-kubičen kontejner za gnojevko, kot je pri nas, je logično, da
govedo pa tudi pozim lula in kaka, ne? In s pitno vodo to mora sprati in se kontejner napolni. Potem je logično, da bo nekam odpeljal, ne? Ne razumete? In je po glavi živine predpisan volumen, kjer se ta gnojevka anaerobno razgrajuje, da ne razlagam zakaj, ne? Kaj so produkti te anaerobne razgradnje, predvsem tudi poraba amonijevega dušika, ki nam potem v vodnem okolju sicer dela težave, in so na ta način rešili eutrofikacijo v njihovih jezerih na Jutlandu. To je ena od poti. Moraš pa vedeti, da je to treba predstaviti in da mora nekdo zaupati stroki. In ena od večjih težav, s katero se mi soočamo, je zaupanje stroki. Mi smo ravno kar 14 dni od tega, jutri bo pa en sestanek z direkcijo za vode, oddali poročilo za tako imenovano ponovno oživitev Soteljskega jezera. Torej na reki Sotli, najlažje povem, pri Rogatcu, ne? Sodi pa to, mislim, da občino tudi Podčetrtek, so si zaželeli politiki ponovno jezero. Pokupili so pravzaprav vse parcele tam okrog, da bojo pol, ne vem, turizem ekološki imeli ali kakšen, ne? In želijo jezero. In kaj je napisal, ko je prebral naše ugotovitve, jaz sem tam sodeloval, predvsem z vidika potencialnih nevarnosti, tudi z uporabo ekoloških modelov smo to naredili, ne? In stoji, vse stoji. Popolna neumnost narediti jezero, ki bo v 3 letih ponovno eutrofno, kot je bilo pred 30 leti, zaradi česar so mogli jesti podreti. Ampak ne, župan je napisal med drugim, da so ti tako imenovani strokovnjaki dali poročilo, ki nikakor ne vzdrži, ki absolutno ni primerljivo s tem, kar je zdaj, ker je tam džungla, to besedo je uporabil, verjetno še nikoli ni bil v džungli, da bi vedel, kaj to je, ne? Da je džungla in da oni zahtevajo revizijo tega projekta, delali smo ga 2 leti, in da zahtevajo, da vstopijo tuji strokovnjaki, ki jim bodo oni zaupali. In stroka v Sloveniji nima, poslušajte, nobene, kako bi rekel, veljave. Ko je prišlo v Kemisu do tega znamenitega požara, mogoče sem malo naivno takrat prevzel to vlogo ministrstva za okolje in prostor in Arsa, da naredim končno poročilo o revitalizaciji, kot se je temu rekli, Tojnice. In tudi oceno sanacije. Mislim, ni bilo vse odlično, bilo je pa veliko sreče v tem, da imamo sorazmerno močen samočistilni naboj v tej reki in da je velik del teh snovi v bistvu se preselili v Ljubljanico. Bilo je pa vprašanje za Tojnico. In da je velik del teh snovi so bile koncentracije, so bile nizke koncentracije in so bile samo posledica iz spiralne vode, ker so narobe gasili. Ker so gasili in so ustvarjali zračne probleme in vodne probleme. To je bila prva napaka, ki so jo naredili, zelo huda. In zaradi neprimernega gašenja, to se pravi, da so nizko temperaturo gorenja ustvarjali, ste imeli v zraku živ srebro. Ne? Kjer je potem direktor Arsa rekel, zrak odnese, voda pa odteče. In zaradi tega je tudi on odčul. Se je slabo izrazil, v bistvu je pa prav povedal. No, hočem povedati, takrat se živo spomnim nastopa v krajevni skupnosti, ne bom jim bolj pozabil, jaz sem bil tukaj, tam jih je bilo pa 300. In edino, ker sem se zapomnil, noben ni govoril o tem, kaj smo analizirali, kako smo dobro naredili te stvari. Kemijsko, biološko, kjer organizme smo vse popisali na tretje, vse, kar je bilo, da smo plačanci, da sem projekt dobil za to, da bom zaslužil in tako naprej.
Je nemogoče, vam povem. To se pravi, po tej poti prepričevanja in strokovnosti ne pridemo nikamor. Kaj je temu krivo, zakaj drugje to ni tako, vam pa ne vem povedati. Oziroma si predstavljam, da je vse postalo eno samo, kot bi rekel, nasprotovanje neki politiki in tistmu, kar trenutno je. To se pravi, da stroka in zdaj Soteljsko jezero mora biti, berem v občinskem glasilu, in da pustimo te domače strokovnjake, ki so bili plačani, da so tako poročilo dali, mi zahtevamo tuje. In v primeru Kemica je bilo isto, ste morda zasledili. Tuji morajo narediti analize, kaj da jaz ne znam zmer prihaja. Naprimer, to sem slišal. Celo. Ja, o tem bi Tako da nam ni lahko. Lahko ure in ure. Ja, brez skrbi. Se ne vem, še koga kaj zanima, jaz to ure po 8 dni, to je še mlada ura, ne? Včasih. Če koga še kaj zanima iz lastnih krogov, mi dva veliko slišva tudi v TNP-ju, ne? Si nekaj predstavljamo, Triglavski narodni park, ne? Pa ker smo tiste analize videli, ne? Ampak jaz bi pa mogoče vprašal tako na splošno, ne? Vi ste zdaj omenili kmetijstvo, ne? Kjer bi bilo pač treba nekaj ukrepe narediti, ker je Danska in dober primer. In to recimo pa to v bistvu mora skenati kmetijska politika ni tisto, kar bi lahko zdaj posamezniki sami naredili, ne? Potem ste omenili čistilne naprave, ki dobro ne čistijo, ne? To se pravi, tukaj imamo neko možnost, da investiramo v boljše čistilne naprave, pa da naredimo ločeno kanalizacijo. Ampak to je spet zadeva, ki mora narediti država, politika, davkoplačevalske države. Kaj pa lahko zdaj, hkrati ste pa govorili o zaveščanju v šolah, ne? Po vseh teh ukrepih, ko ste jih zdaj navedeli, ne, nisem videl ničesar, kar bi pa lahko zdaj posamezniki prispevali, razen da ne kupujemo plastenk, recimo, ne, pa ko se ostalo. Pa ste kritizirali tisto vrtci, da se zaprela voda, to se tudi jaz spomnim, da smo tudi moji starši začeli, ko so nas otroci skregali, ne, ampak kaj pa ne bi drugega zdaj otrokom povedali, ker bi pa res bilo koristno za naravo, ne. Otrokom, ki dosti ne, ena od večjih težav je pa ta, da se tako imenovana stroka, ko pride v politiko, popolnoma spremeni. In da danes recimo tako Inštitut za vode, kot Direkcija za vode, pa še marsikdo, pa ne nazadnje včasih tudi Zavod za varstvo narave, velikokrat rečejo, mi ne potrebujemo vas iz inštituta, univerze in tako naprej, mi imamo lastno stroko. Ampak jaz to stroko poznam, zakaj se ne premakne. Zato, ker padejo v sistem, ki tega ne dopušča. In je bila ideja, da bo, recimo, ko smo imeli Ministrstvo za okolje, kmetijstvo in prostor, mislim, se je tako po vrsti imenovali, se je kaj zgodilo? Okolje se je stopilo v kmetijskem sektorju. Ker je bilo ravno nasprotno, kot se je pa pričakovalo, ne? Da bomo z okoljskim razmišljanjem kmetijski sektor spremenili, pa se ni. Ker kako ne okoljski sektor pa kmetijstvo, če sistemsko stvari ne uredita, sodelujeta, ni variante. Ker bistvo kmetijstva je konec koncev pridelek, je tako, izplen, ki se vrednoti v denarju. Bistvo okolja je pa ohranjanje ali pa saj izboljšanje stanja, ki vpliva pa na kaj drugega, kot je zdravje, kot je pitna voda, kot je še vse ostalo. In če me vprašate, kaj je to popolna sistemska sprememba, ampak dokler se sektorji na okoljskem ministrstvu med sabo ne pogovarjajo, tam lahko pride katerikoli minister, drugi štuk se s prvim ne bo pogovarjal, ker sta dva različna sektorja. To se pravi, ni stvar, niti v šoli, niti v posamezniki, niti tako, ampak širše. In to pa po moje se lahko spremeni, ko bo res konkreten problem. Tega pa še ni. Ga ni, ne? Ja, ampak pa imamo konkretne rešitve, ne uspete. Težko je ovo. Se to je zdaj videl neko težavo, ne? Vedno. Rekel, ko ste omenjali podnebne spremembe, ne? Pa tam jih imamo, ne? Ampak, ne, ampak v podnebnih spremembah, ne, smo zdaj našli nekaj
konkretnih rešitev, ki niso nujno najboljše, ne? Ampak pa najbolj učinkovite. Ne? Ampak smo neke rešitve začeli, smo rekli, dobro, da bomo imeli električne avtomobile, ki seveda imajo drugačne težave. Se absolutno okoljsko ne sprejemljivi. Ja, to je dobro, ampak Ja, vidite, napačna rešitev. Že, ampak hočem reči, da z vidika podnebnih sprememb je CO2 mogoče koristno, ampak je druge težava, ne, tem se lahko strinjava in je pač jasno, ne, ampak vendarle pri reševanju podnebnih sprememb je politika našla neke ukrepe, ki jih zdaj forsira, ki so bolj ali manj učinkovite in vemo, kaj je treba narediti. Medtem ko pa pri vodah, saj v javnosti ni nekega nabora ukrepov, ki bi vedel, da ta ukrep je prioriteten, to mora zdaj politika narediti, ampak vem, smo še bolj na stopni tudi tega pri vas naštevanja nekih težav, ne pa toliko rešitev. Ne. Mi smo številne rešitve, vsaj z hidrološkega vidika, vedno podali tudi na ministrstvu. To je prekinitev pregrevanja rek, to je prekinitev urejanja strug, to je začetek obnavljanja prispevnega območja, to je pomen gozda v prispevnem območju. Ne da rešujete Vič, ampak rešujete Polhograjske dolomite in spremembe tam in tako dalje. To so konkretne stvari, ampak se nažalost ne premakne. Ne postavljate akumulacije, ker to sproža nove probleme. Kmetici jih zahtevajo, da bodo namakali in podobno. Saj so konkretni primeri, ampak se jih ne upošteva. Res jih ne. Poglejte, zdaj tipičen primer izgradnja Padeža. To je klasičen primer za oskrbo s pitno vodo slovenske Istre. Torej, nek problem, ki ustvarja bistveno večji problem, ki se bo zgodil in nihče ne posluša. In bomo čez leta o tem problemu govorili. So rešitve na dlani, pa se jih ne upošteva. Dej, ker se pa tiče, da se politika uskladila pri klimatskih spremembah, to pa ne vem, če se je. Ne mislim, ne, da se je. Ja. Mislim, imamo pač neke politike, zmanjševanje CO2, pač neki so, kot rečeno, lahko večja problema stavimo, kot to Padežu rekel, ampak vendarle je nek jasen nabor ukrepov, ki pa tukaj, no mislim, prioriteta, ne, kaj bi zdaj. Da bi vedel, je verjetno preveč različnih stvari in je lažje je verjetno, da se družbi boriti na tak način, da imamo enostaven problem, pa rečemo, cel svet bo zdaj delal to, a ne, kot pa tukaj, kjer imamo pa nabor 20 različnih ukrepov, ki ste jih našteli, v vsakem področju treba nekega drugega uporabiti, v vsakem primeru nekdo drug prizadet, ki je užaljen, zakaj ravno jaz, ne. Je verjetno težko neko prioriteto vam potegniti, ne. Tako ne vem jaz. Hvala. Lahko bi razpravljali. Jaz bi se zahvalil profesorju Tomanu s tem skromnim darilom iz založbe Slovenske matice. To je Slovenska Istra, prvi del, ki je posvečen naravoslovju. To se pravi tudi drugi del. Tam pa bo vsak čas išel, če že ni. No, Naslednji teden. krasno. Oba prisotna tukaj sta. Takoj sem jih videl. Super. Lepa hvala za to veliko prijaznost. Izlično delilo, ne? Lahko bi rekel.